Dobrodošli nazaj. V Slovenski genski banki, ki jo hrani Kmetijski inštitut, je shranjeno seme več kot 1000 slovenskih genskih virov fižola, ki se med seboj seveda razlikujejo. No in kljub tako bogati beri avtohtonih različic fižola, imamo v Sloveniji le dober ducat uradno priznanih domačih sort. A je zdaj ta zbirka še nekoliko bogatejša. Tomaž, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Spet imaš ob sebi zelo zanimivega gosta, oziroma konkretno gostjo, ki lahko rečemo, da fižol pozna do potankosti. Ja, in vse podrobnosti o njem. Vsekakor, ja. Danes gostimo v studiu dr. Barbaro Pipan, ki na Kmetijskem inštitutu Slovenije vodi program žlahtnjenja fižola in pa je tudi vodja genetskega laboratorija. Sliši se precej zakomplicirano, ampak verjamem, da dr. Barbara Pipan v tem zelo uživa in da bomo skupaj uživali v tej prekrasni zgodbi o slovenskem fižolu. Tako da, znani rek, čas je za naš planet. Ja, dobro jutro. Dr. Barbara Pipan, hvala, da ste si vzeli čas za nas in da nam predstavite zgodbo o fižolu. Tukaj vidimo tole, našo prelepo modro kroglo. Fižol seveda izvira iz Srednje in pa Južne Amerike, domovina recimo Peru, Andi, potem pa Ekvador, recimo, kjer naj bi seveda vse skupaj se začelo rojevati, kar se fižola tiče. Potem so seveda Ameriko osvajali Portugalci, Španci, prinesli to na Iberski polotok in tukaj je zaživel evropski fižol na to. Valvazor, 17. stoletje, tam nekje, prvi zapisi. Torej, že kar dolgo se spoznavamo s fižolom. Ja, res je. Kot ste omenili, Valvazor je v slavi vojvodine Kranjske omenil, da se fižol prideluje po celotni deželi. Torej je res, so bili takrat prvi zapisi o tem, potem je pa to se seveda ohranjalo, razmnoževalo, lokalno pridelovalo in seveda so se ob tem rodile in prilagodile in ustvarili lokalne populacije, kakršne poznamo in kot je bilo že v napovedniku omenjeno, in hranimo tudi v Slovenski rastlinski genski banki. Zdaj, če gremo malce k staršem vseh fižolov, to sta anski genotip in pa srednji ameriški. Bojda je ta anski nekako bil ljubši evropejcem, tudi zaradi izgleda in pa zaradi bolj ugodnih, da se je lažje privadil na klimo. Lahko poveste kaj o tem, v tem izvorniku? Ja, točno tako. Zdaj, na podlagi vseh analiz in rezultatov, ki smo jih opravili na teh genskih virih fižola, ki so hranjeni v Slovenski rastlinski genski banki, lahko rečemo, da je večina pripada anskemu genskemu skladu, torej tako kot ste omenili, so se bili ti genotipi sposobni bolj prilagoditi na evropske pridelovalne razmere, to se pravi tudi na dolžino dneva, na dolžino poleti in tako naprej in so taki tudi obstali, tako da je večji delež anskih kot srednjeameriških. Ja, ampak zdaj, če greva pa malce, kako je bilo v začetki zbiranja fižola, morava v leto 1937, kjer moramo omeniti Janeza Zaplotnika. No, to je bil moški, potem pa ste ženske prevzeli to vlogo zbiranja vseh teh sort za to gensko banko na Kmetijskem inštitutu. Vi ste imeli kar precej mentoric, ki so vam podajali to znanje, zdaj ste vi prevzeli to štafetno žezlo. Povejte nam, kako je s tem zbiranjem, s to zgodovino in kako obsežna je seveda ta zbirka slovenskega, tujega fižola nasploh. Ja, gospod Zaplotnik je v bistvu v svoji knjigi 1952. leta z naslovom Naš fižol opisal v bistvu tiste genske vire, ki jih je takrat zbral skupaj s svojo ekipo, jih začel opisovati fenotipsko, morfološko, zbirati, hraniti. Njegovo poslanstvo je potem v 60. letih nadaljevala gospa Silva Avšič, ki je bila tudi žlahtniteljica. Gospa Silva je v bistvu požlahtnila svojo ekipo, seveda na majčkeno drugačen način kot žlahtninovi. 1507 genskih fižolov je ona takrat imela v svoji banki. Danes jih je malce manj. Danes jih je malce manj, tako, ker se vsa niso ohranila zaradi v bistvu neprimerne hrambe teh genskih virov, tako da so potem kolegice, ki so nadaljevale to poslanstvo, to se pravi dr. Mihaela Černe, zopet začele zbiranjem genskih virov in nadaljevale, potem začrtale
začrtale Slovensko rastlinsko gensko banko, ki jo sedaj v bistvu vodi kot nacionalna koordinatorica in nadaljuje dr. Jelka Šuštar-Vozlič. Celotno banko gensko vsega, kar obstaja. Tako. Kar rase, užitnega. Ja, tukaj sem prebral tudi tam v 70-ih letih jablski pisanec, jablski stročnik Klemen Pazurin. To so bile prve nekako te slovenske sorte. Jablski verjetno zaradi jabelj, kajti tam je Kmetijski inštitut Slovenije doma. Tam imamo tudi svoja poskusna spolja, svojo raziskovalno infrastrukturo in tudi del ekipe, ki seveda sodeluje v programu žlahtnjenja fižola. Tako da te 3 sorte izmed teh, ki ste jih našteli, so visokega tipa rasti, Zorin je pa nizki tip rasti. Vse so bile pa vzgojene na majčkeno drugačen način, kot jih zdaj žlahtnimo mi v naših časih, v bistvu z individualno odbiro, to se pravi samo selekcijo. Mi smo pa v bistvu to metodo žlahtnenja nadgradili pa še s ciljnimi ročnimi križanji. Tako da izviramo iz tega, tako da lahko vnesemo vso raznolikost, ki jo premoremo in ki jo želimo v naše nove sorte. Ja, nedavno smo lahko brali, da imamo v Sloveniji nove sorte fižola. Tukaj ste prinesli 3, ki so nastali nedavno. Moram reči, da ne smem reči Marseljan, ampak Kis Marseljan. To je uradno ime. In Kis Armand in pa Kis Paulin. 3 sorte. Kateri je zdaj najmlajši? Ja, v bistvu najmlajši je Kis Paulin. Nedavno registrirana sorta, upisana tudi že na slovenski sortni listi. Je v bistvu zelo dobra sorta. Nimamo še embalaže pripravljene, zaradi tega je še v bistvu, ker je to zelo čisto sveža zadeva na voljo, tako da v bistvu Kis Paulin je zelo dobra sorta, ima tudi dobre odpornostne lastnosti, tako na biotski kot abiotski stres, seveda, ker v programu žlahtnenja se usmerjamo tudi v to, da so naše sorte kos spremljajočim vsem podnebnim spremembam, s katerimi se soočamo, tako da je za kombinirano uporabo, vsi 3 so nizkega tipa rasti. Kis Paulin je za kombinirano uporabo, torej ga kot mladega lahko uporabljamo za stročje in potem za zrnje. Oblikuje zelo lepe rumene stroke, brez niti, zelo dobrega okusa. Potem pa Kis Marseljan je primarno namenjen uporabi za zrnje, Kis Amant je pa zelo dobra, zelo zgodna sorta za stročje, tipa rumenega fižola, kot ga vidite na fotografiji. Čakam, da lahko tole okušamo v kakšni jedi. Fižol je zelo hvaležna zadeva za kuhanje, z vsemi ostalimi stročnicami tudi skupaj lepo paše, tudi to je posebnost te stročnice, ampak zdaj moramo pa seveda iti popolnoma na vaš teren. Žlahtnjenje. Tukaj vidimo nekatere slike, ki ste nam jih posredovali, dejansko to je prav iz vaših teh testnih pol in pa laboratorijev. Dajte nam malo razložiti, kaj se tukaj dogaja in pa kako poteka tlo žlahtnjenje. Vemo, da tukaj čebele in pa čmrli ne opravijo svoje delo, ampak vaše pridne roke. Ja, vsekakor. Vse se začne z izbiro staršev. Tukaj zelo veliko pozornosti namenjamo temu, ker pomembno je, da če starš nima lastnosti, ki si jo ti želiš potem pri križancu in sorti, potem je ta ne more imeti. Tako da, če pa hočemo izbrati prave starše, moramo pa v njih kaj vedeti. Zato je tako zelo pomembno, da v bistvu vse, kar fižola obstaja, da jih čim bolje poznamo. Poznamo njihove lastnosti, kako izgledajo, kakšne so njihove genetske predispozicije, kako se obnašajo v različnih okoljih, kako so odporni na različne strese. To je Kis Paulin. To je ta, ne? Ja, tako. Tako da v bistvu prva zadeva pri žlahtnjenju je izbira pravih staršev. No, in ko imamo mi izbrano mamo, imamo izbranega očeta, potem jih pa ciljno ročno križamo. Torej pa to pomeni to, da to se seveda počne v zaščitenem prostoru, brez tujih oprašitev, opraševalcev in tako naprej s pinceto. Fižol, ko ste prej omenili, je samoprašna rastlinska vrsta. Torej, ko se cvet pri fižolu odpre, takrat je že samo oprašen. Torej moramo mi to oprašitev in oploditev oziroma oprašitev opraviti, preden se cvet odpre. To se pravi, da pestič očeta prenesemo na fizično ročno odprt cvet matere, na isti materni rastlini, zdaj mogoče se bo tukaj odvrtela še kakšna fotografija, ko je na isti materni rastlini imamo več različnih očetov in tukaj na fotografijah boste tudi videli, da imamo te očete označene z različnimi barvami, zato da vemo, katera kombinacija je tisti križanec. Seveda, ko to ročno naredimo, to v bistvu zahteva zelo dobro koncentracijo, zelo dober vid, mirno roko,
Tako da, tukaj ste zdaj, no? Ja, tako. To je v bistvu križanje, ampak to je zaigrano, ni to tako v mrežniku, ampak je takrat precej drugače. Seveda morate vedeti, da mi križamo oziroma žlahtnimo tako visok kot nizek fižol. To se pravi, sta dva izziva, tako za zrnje kot za stročje. Tako da en kup ciljev žlahtnenja se tukaj noter pojavlja. Kako hitro ste našli starše za Pavlina? Za Pavlina v bistvu s kar nekaj pregledi in analizami, takimi in drugačnimi, ki jih pa seveda... Ampak ste vedeli, kaj želite, ne? Vsekakor. Postavimo si cilje žlahtnenja, jih imamo in potem tem ciljem sledimo. Tako da to je. To je pokrito. Evo, tukaj imate recimo primer skrižanega stroka, ko je iz skrižanega cveta se razvil, lepo razvil skrižan strok. To je označba verjetno, ne? To je označba in to je pač eden izmed staršev. Tako. In tukaj so očetje, s katerimi križamo potem na materni rastlini. Tako da potem, ko opravimo to ročno križanje, si zelo želimo, da se bo iz tega razvil zdrav strok, z zdravimi semeni, ki bodo seveda viabilna. No in potem pa sledi 5-6 let kontinuirane selekcije. Mi izvajamo, to se poteka v zaščitenem prostoru, fenotipsko selekcijo, to se pravi, da odbiramo in gledamo tiste rastline, ki so v skladu s cilji žlahtnenja, ki so nam všeč. Ogromno dela, vidim, da je dela ekipe, dolga. Ja, tako. In vključenost je seveda različnih raziskovalcev in kolegov iz različnih področji. Tako da potem pri tej selekciji jo vključujemo, to se pravi na podlagi fenotipsko izraženih znakov in pa tudi genotipsko, to se pravi na podlagi tega, kaj v bistvu kakšne genetske predispozicije te rastline imajo. Zdaj, lahko je meni, recimo, ko odbiram neka rastlina, nek križanec čudovit, zelo všeč, ampak bi rada vedela, a ima odpornostne lastnosti, ne vem, na toleranco na vodo, na najbolj pogoste patogene, ki povzročajo bolezni pri fižolu. In tudi v to se usmerjamo. Tako da potem z različnimi DNA markerji v laboratoriju pregledamo v določeni fazi te naše križance in potem to kombiniramo pri odbiri. Bi vas vprašal, kako Slovenijo, če pogledava, kako radi imamo fižol oziroma koliko ga sami ljudje pridelajo, glede na to, da vemo, da je v supermarketih na voljo po zelo, lahko rečemo, smešni ceni. Tisti pravi pa dosegajo, vemo, 5, 6, 7, 8, celo več evrov, ne glede na sorto. Kako ste vi seznanjeni s temi zadevami pri vas na inštitutu? Ja, pri nas na inštitutu v bistvu vemo, kajti tega je morje. Ja, to so v bistvu genski viri, to so pa sorte. To se pravi, tukaj za razvoj sorte v bistvu je potrebno kar 10 let v povprečju, da nastane nova sorta fižola. Od prvih križanj, kar sem prej omenila, pa potem skozi selekcijo, pa do potem končne odbire in odbire elitnih križancev, pa potem registracije in potem končnega lansiranja. Tako da fižol je zelo prisoten v Sloveniji tradicionalno, na naših vrtičkih. Mislim, da smo kar zelo visoko samooskrbni, kar se fižola tiče, ker ga radi pridelujemo, ga radi uživamo in naj tako ostane tudi v bodoče, ker je res zelo dober. Ja, pri vas na Kmetijskem inštitutu se skriva še marsikatera zgodba. Bom obiskal vašega kolega, kar se tiče slovenskega krompirja, to bomo tudi obdelali, kajti krompirje jedci smo tudi Slovenci, pa še kakšno drugo banko oziroma trezor bomo odprli z vašo pomočjo, tako da vabljeni kadarkoli v nas studio, kajti te zgodbe so res imenitne in pa predvsem zelo slovenske. Hvala, ker ste bili naša gostja. Najlepša hvala tudi za povabilo. Fižol danes, ne, torej? Krasno, kako ga imaš najraje, Tomaž? Ja, ker zelo rad kuham, torej ni problema, pasulj, ujoti, fižolova juha, ne solate, ja, na tisoč in en način. Fižol je super hvaležna zadeva, konec koncev pa, če se ne motim, tudi zdaj tisti, ki so vegetarijanci, te vegi burgeri dejansko so narejeni iz fižola in pa ostalih seveda stročnic. Ja, veliko ima beljakovin. Kaj ti vemo, da je, pravijo, da dober fižol je lahko boljši kot goveji zrezek. Ja, kakor za koga. Ja, no, Hvala lepa. Hvala lepa.